Kot veste, pred 20 leti smo se borili in veselili za to našo državo. Bili smo polno pričakovanj, polno upanja. Rekli smo, da bomo končno uresničili sanje mnogih generacij, ki so tudi dale svoje življenje za to, da imamo danes svojo domovino, svojo državo, svojo Slovenijo. Od generala Maistra, njegovih borcev, do druge svetovne vojne, do vojne za Slovenijo, prelili smo kri in dobili svojo državo. Takrat, pred 20 leti, smo tudi zapisali v ustavi, da bo naša država socialna in pravna država. Veselili smo se, da bo ta država boljša od nekdanje države, vendar danes po 20 letih lahko ugotovimo, da določene uspehe smo zabeležili, imamo svojo državo, smo mednarodno priznani, imamo tudi določene uspehe. Samo pogledajte naše športnike, ne glede na to, da nas je samo 2 milijona, nas vedno razveselijo z velikimi uspehi. Seveda imamo pa poleg te zgodbe v uspehu tudi druge zgodbe, ki pa niso tako vesele, ampak so žalostne. Gotovo še nismo uresničili to, kar smo zapisali, da bi bila Slovenija socialna država. In to lahko vidimo v vsakem koraku. Preveč državljank in državljanov težko živi. Ne vedo, kako bodo zaključili mesec, ne vedo, kako bodo plačali račune, ne vedo, kako bodo odplačali posojila, ne vedo, kaj bo z otroci, z našo mladino, ki je naša perspektiva, ker brez mladine nobena država nima prihodnosti. To je žalostno, da po 20 letih, ne glede na to, da smo doživljali tudi zelo dobre gospodarske čase, naprimer, še 2, 3, 4 leta nazaj so govorili, da je Slovenija gospodarski tiger, da imamo izjemno gospodarsko rast, ustvarjali smo 3 milijarde evrov več kot običajno, ampak vidimo, da od vsega tega državljani niso imeli kaj prida. Ta dobiček je šel med tajkune, šel tudi ven iz Slovenije, tisto premoženje, ki ste ga vi ustvarjali, kar pogledamo, kaj je bilo po končani drugi svetovni vojni, porušena domovina, porušeno gospodarstvo in kako smo delali takoj po končani drugi svetovni vojni od udarniških del do brigad, mladinskih brigad, do tega, da smo večkrat enodnevni zaslužek dali za gradno vrtcev, šol, zdravstvenih domov. Večkrat tudi na delovskem svetu smo sprejemali odločitve, da ne bomo povečali plače, ampak bomo raje kupili nove stroje, da bomo še bolj uspešni, da bomo še več ustvarili. Tudi smo rekli, da bomo gradili nove hale, nove tovarne in tako dalje. In danes nekateri menijo, da so upokojenci glavno breme te družbe, da smo krivi za to težko gospodarsko situacijo, da smo krivi, da so javne finance nestabilne, zato ker je pokojninska blagajna prazna. Ampak če pogledamo še leta 1990, je 7 delavcev delalo za enega upokojenca. In pokojninska blagajna do takrat je imela viške. In te viški so šli tudi za druge namene. Od gradnje cest do karavanškega predora. Tudi ko smo se osamosvajali, so nekateri dejali, da Slovenija ne bo preživela zaradi izgub jugoslovanskih trgov, ampak tudi s pomočjo denarja iz pokojninske blagajne smo mi stimulirali gospodarstvo, izvoz, si odpirali nove trge v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Franciji in tako dalje. Danes pa se želi predstaviti, da nismo zadosti prispevali v pokojninsko blagajno, da je prazna, da smo se pojedli. Nihče pa ne izpostavlja tega dejstva, da sredstva iz pokojninske blagajne so tudi šle za to, da
smo bili zgodba o uspehu, da smo dosegli višje standarde.